Na začetku vašega tretjega mandata kot direktorja Instituta Jožef Stefan, našega največjega znanstveno-raziskovalnega inštituta, si ne bi mogli želeti boljšega priporočila oziroma priznanja, kot je to, da se je institut uvrstil med najuspešnejše v Evropi. Visoko je rangiran po kriterijih sodelovanja v evropskih projektih in obsegu evropskega financiranja, mreženju mednarodnih povezavah ter raznolikosti med vsemi organizacijami. Kako vam je to uspelo? Ja, to je dolgoletno delo našega inštituta, nekaterih skupin še posebej, ki bi jih lahko tudi omenil, pa jih raje ne bom, ker bom kakšnega izpustil. Gre za predvsem sodelovanje v evropskih projektih in mreženje, evropsko mreženje. In na tem področju vemo že dolgo časa, da je inštitut med najboljšimi v Evropi. Še posebej zasedli smo 37. mesto tokrat po tejle listi, vendar so kriteriji, ki jih uporabljajo, odvisni tudi od velikosti organizacij. In če štejete, da so zraven tudi vse univerze evropske, ki so nekajkrat večje od našega, 10-krat večje od našega inštituta, pa sistemi inštitutov, ki so tudi po 35-krat večji od našega inštituta, in smo se pač tam nekje vmes med temi velikani uvrstili, smo dejansko, moram te svoje kolegice in kolege na tem področju pohvaliti, ker če smo kje dobri, smo prav na teh evropskih izmenjavah in na tekmovanju pri evropskih projektih. V okviru katerih evropskih projektov pa vam je uspelo v konkurenci mnogih najbolj uspeti? No, mi imamo, saj ravno ti kriteriji kažejo to raznolikost, Mi imamo praktično vsa področja, ki so močno zasedena tudi v evropskih projektih, No, verjetno prednjačijo informacijske tehnologije, potem so tukaj tudi materiali, tudi razna področja fizike, avtomatika, robotika, Torej, praktično vsa področja inštituta, s tem, da tudi ta reaktorski del, je zajet predvsem v te evropske projekte vezane na CEA in tako naprej, skratka, ali pa Eurofusion. Tega je ogromno in vsa področja zelo veliko prispevajo k temu. To je seveda naša prednost, da imamo toliko različnih vrst projektov, da imamo tako različne mreže in da smo tudi pri mnogih projektih koordinatorji, torej nosilne organizacije, tisti, ki smo te projekte predlagali. To tudi ni tako običajno, tudi v Evropi ne. In tudi zdajle, če bi samo še omenil to, da smo v okviru nove finančne perspektive Horizont 2020 že pridobili 25 projektov in od tega smo skoraj v 20% že koordinatorji, To kaže na to, da se nam ta trend, to tekmovanje z Evropo kar nadaljuje v pozitivni smeri. To je zelo uspešno, tudi če primerjamo recimo uspešnost naših, se reče, slovenskih drugih institutov, ki ne izkazujejo take uspešnosti. Ja, zdaj, mi imamo to tradicijo, da že od nekdaj, torej jaz se spomnim, ko sem bil še zelo mlad raziskovalec, ko sem dobro doktoriral, ko sem že prve projekte, ali vsaj prvi projekt skupaj z Italijani predlagal in kasneje organiziral tudi eno evropsko mrežo, praktično nekaj čez 30 let sem imel. In to tradicijo smo od nekdaj imeli in jo gojimo še naprej in celo nam je zdaj ta finančna kriza oziroma kriza financiranja raziskovalne dejavnosti v Sloveniji, to se še pospešuje, saj pač ljudje iščejo možnosti drugje in tudi moram povedati, da po letu 2012, ko so nam zaradi zakona se nam je zmanjšalo število ljudi za približno 2%, smo ohranili isto število ljudi in to na ta račun. Če mi ne bi imeli toliko evropskih projektov, bi ta trenutek, če bi imeli povprečno število evropskih projektov, kot jih imajo druge organizacije v Sloveniji, bi ta trenutek bilo na cesti 200 izvrstnih, mlajših in srednje starih raziskovalcev. To je pa res, si štejete lahko v bistvu za kar zajeten uspeh, Ja, zelo. Ko stvari postaviš v številke, potem dejansko ne moreš niti verjeti. Pri nas, torej na našem inštitutu, 250 ljudi živi iz evropskih projektov, kar niti ni zmeraj tako dobro, zaradi tega, ker to pomeni, da delaš projekte, ki ti jih drugi na nek način predpisujejo,
največkrat, a ne. In nimaš časa za neko temeljno raziskovalno dejavnost, za pridobivanje znanja, kar pa mora financirati država, kar pa tega pač pri nas ni. Seveda prihaja tudi diskrepance, ne. To, da imamo mi toliko projektov, je zelo dobro in pohvalno, po drugi strani pa tudi nevarno, ne, ker izgubljamo temeljna znanja, ki so potrebna za to, da si kasneje, v kasnejših letih tekmovalen, ne. Vendar, ko sem že povedal, ne, 250 raziskovalcev, ki od tega živi, je kar zajetna številka. Poglejte, med vami znanstveniki oziroma raziskovalci velja, da je treba delati vedno na dolgi rok. Konkurenčna naravnanost v gospodarstvu pa nima časa čakati, kdaj bo kaj prišlo iz laboratorija. Bi morali zato znanstveniki delati bolj tisto, kar rabi industrija sama? No, nikakor ne. Gre za uravnotežen razvoj tako ene strani, torej aplikacij, ki imajo neposredni učinek ta trenutek, tako rekoč, a ne, ali pa naslednje leto, in razvoj znanja, tehnologij, ki bodo prišle na vrsto čez 15-20 let. Bil je, to sem tudi nekje napisal, pred nedavnim sem se pogovarjal, morda dobrim letom, s kolegom iz Dunaja, ki mi je to povedal, da so nemška podjetja tudi pred leti govorila, da bi morali njihovi inštituti oziroma univerze raziskovati samo tiste tematike, ki imajo neposredni učinek na razvoj njihovega gospodarstva danes. Kmalu so sami začeli seveda obratno govoriti, namreč njih zanima tisto znanje, tiste tehnologije, ki jih bo to gospodarstvo uporabljalo čez 15 let. Zato govorim jaz o uravnoteženem razvoju. Torej, ti moraš imeti nekje neko zajetje znanj, kadrov, ki so sposobni razviti nekaj za danes, ne. Mi ne moremo reči, tega ne bomo delali samo to. To je tako, kot če bi šprinterju odrezal eno nogo in rekel, zdaj pa teči. Ti potrebuješ pač obe strani. Kako pa lahko z dolgoročnostjo raziskovalnega dela in s to logiko, ki ste jo zdaj povedali, prepričate politične strukture, ki pa v fiskalnem razrezu pričakujejo pač drugačen izplen in pa učinek, kot ga vi lahko ponudite? Ja, zdaj, če govorim na splošno, je odnos do znanosti v Sloveniji, vsaj kar se tiče te raziskovalne politike, v pretežnem delu bil in je zdaj še bolj zaradi gospodarske krize, gleda torej na znanost na tak način, kot da je to nek potrošnik proračuna. Znanost je tudi potrošnik proračuna do neke mere. Gre za tisti del, kjer se izvajajo generične raziskave za to, da se pride do nekih splošnih znanj, ki bodo potencialno imele učinek, ne? Zato, ker morda celo večji del odkritij nikoli ne pridejo do prakse, do življenja. Nekatere pridejo čez 50 let morda. Pa ne gre samo za to. Tudi če ti delaš neke temeljne raziskave na nekem področju, si potem toliko kompetenten, da lahko izvajaš izmenjave, torej da prevzemaš tuja znanja, ne samo da jih ti kreiraš, ampak da jih tudi prevzemaš. In seveda brez tega dela si ne moreš predstavljati kontinuirnega razvoja neke družbe. Zdaj, politika seveda te komponente ne vidi. Politika gleda zelo pragmatično, trenutno se seveda gleda na proračun, proračun je treba zapreti in potem pač krčijo povsod enako, ne, kar je pa seveda tisto, kar je najbolj žalostno, ne, v Sloveniji. Jaz do tega trenutka se pravzaprav tega nisem niti zavedal, pred nekaj dnevi sem spoznal, da je Slovenija pri krčenju proračuna še najbolj krčila na znanosti, kar je seveda popolnoma absurdno, ne. Torej ne samo, da se pri hujšanju odločiš, da boš hujšal v možgane, ampak se odločiš, da boš predvsem hujšal možgane, da boš največ težje izgubil, če boš hujšal možgane. Kar je seveda noro, ne, ker jaz se sprašujem in ponavljam, ali je to sploh mogoče, ne, kot sem že pred nedavnim rekel, ne, se ščipnem v lice vsakokrat na novo, ali je to res mogoče, ne. Drugič pa se sprašujemo, lahko naša generacija, ki to počne, ne glede na to, da se jaz proti temu borim, ampak dajmo reči, naša generacija, ki to počne, to lahko privošči, ker mi zapiramo prihodnost, mi zapiramo vrata naši generaciji, ki prihaja za nami. Če mi danes ne bomo vlagali v znanje, v nove tehnologije,
v to, da bodo naši ljudje lahko kompetentno izmenjavali znanje, ga pridobivali iz tujine, sodelovali v teh procesih, bo naslednja generacija brez vsega. Naslednja generacija bodo pač preprosto furmani. In jaz mislim, da si naša generacija tega ne sme privoščiti. In tisti, ki so nas pripeljali do tega, naj enkrat že prevzame odgovornost. Koliko recimo te zapleti s fiskusom v zadnjih letih delajo vas kot direktorja, pa tudi vaše raziskovalce, znanstvenike, zgubljate motivacijo, nervozni, ne veste, kako boste speljali recimo začeti projekt, ne? Ali pa njih več, ne? Ja, torej vsekakor ni spodbudno. Kar precej nekakšnih psiholoških, bi rekel, ovir pri raziskovalnem delu čutiš, če nisi, ampak to je pravzaprav podobno tudi v umetnosti ali v vseh drugih dejavnostih, če nisi priznan v družbi, ne. Če te družba ima kot nekoga, ki nisi povsem čist, ali pa mentalno zdrav, ne, in pač nekaj počneš, in to brez razloga, pač nekaj te preganja. Mislim, da ta občutek seveda ni dober jaz sem večkrat ponavljal tudi že, v preteklosti, da če želimo postati inovativna družba in o tem to deklarativno hočemo biti že nekaj časa, potem je poleg tega, da razvijaš svoja znanja, zelo pomembno, da si odprt in da imaš torej ta različnost, temu jaz pravim raznoliko znanje, izredno pomembna, ker to stimulira nove ideje in seveda kultura inovacije ali pa kultura napredka. Gre za to, da živiš v okolju, kjer je tvoje delo vredno, kjer ljudje vejo, da to, kar delaš, je vredno. Morda ne zanje ta trenutek, ampak za njihove sinove. In tu je Slovenija padla, pravzaprav na vseh nivojih. Najprej ta kulturni del, v kulturi napredka, tlele smo kot družba popolnoma sesedli se. Govorimo samo o nekih finančnih transakcijah, denar iz levega v desni žep, in da se bo s tem nekaj zgodilo, ne bo se. Zato, ker potrebuješ znanje, potrebuješ ideje, potrebuješ ljudi, ki so motivirani, potrebuješ družbo, ki jih spodbuja, in če tega ne bomo počeli, mi lahko premetavamo denar iz levega v desni žep, kakor hočemo. In mislili smo, da bomo gospodarsko krizo s premetavanjem denarja rešili, ne bomo. Lahko bomo začasno, ampak tudi podjetja, mene čudi pravzaprav to, Zato me zanima, kako se industrija oziroma gospodarstvo odziva na vaše delo danes, kakšno oziroma kako bi pa moralo biti naravnano tako sodelovanje? Predvsem jaz razumem, da gospodarstvo ne želi financirati nekaj, iz česa ne bo rezultata, takoj, ali pa v recimo letu dni. Oni želijo financirati nek razvoj in recimo 4. aprila drugo leto mora biti rezultat. Jaz razumem to in to je tudi prav. Največkrat pa seveda gospodarstvo meni, da so oni svojo dolžnost do razvoja razrešili že s tem, da so plačali davek in s tem bi morale vse te dejavnosti biti pokrite. To seveda ne gre. Oni so plačali davek in deloma, zelo majhen delež tega davka, zelo majhen, sramotno majhen delež tega davka gre za generične raziskave in se lahko uporablja samo za generične raziskave. Za specifične raziskave, za konkreten izdelek ali pa tehnologijo, mora podjetje plačati. To je po zakonu tako, ne samo slovenskem, po svetovni zakonodaji. Ne moreš ti z davkom plačevati raziskave, zato da bo neko podjetje dobilo izdelek v roke. Tisti del, ko se že preusmerja v nek izdelek, mora pač podjetje plačati samo. In mene, hotel sem reči to, da me čudi pravzaprav, da v gospodarstvo danes ne povzdigne glas, da ne gre pogledati ta naš proračun in pogleda, katere postavke tam notri so, katere postavke so se v teh letih dejansko zmanjšale ali katere se niso in zakaj se je znanost najbolj zmanjšala relativno na vse. Zato, ker kako oni vidijo svojo prihodnost, če ne bodo dobivali kvalitetnih kadrov? A mislijo, da bodo kupili Indijce ali koga? Zanimivo, v tem kontekstu me zanima, kakšno je vaše mnenje glede tega,
Namreč pred nedavnim sem na enem od posvetov slišala zelo glasna opozorila, da Slovenija rabi ponovno industrializacijo. Sicer z razvojem ne bo nič. Ne? Ja, to je sicer dost splošno v Evropi, zahodni Evropi, kjer se je nekaj časa, in Slovenija, seveda tukaj smo šli vse ekstreme, ne, razmišljalo, da bomo mi s preprodajanjem, z neko terciarno dejavnostjo, z uslugami, to, kar sem prejle z grdo besedo rekel, s furmanstvom, ne, postali bogati. Ne. To je Evropa spoznala že morda v začetku leta 2000, tam med 2000-2005, mi pa zdaj to opažamo 10 let kasneje, no, vse, kot sem že nekoč rekel, ne, mi v Slovenijo vse pride 10 let kasneje. Tudi to spoznanje, mi brez industrije in vsega okolja, ki omogoča, da se neko gospodarstvo in tudi industrija pač ustrezno razvijata, potem nimamo prihodnosti. Jaz razumem, da so tukaj tudi razni pogledi, ki se tičejo pač okolja, zelene in tako naprej, dežele, ne? Ampak zato pa potrebuješ boljše tehnologije. Ne? Če hočeš imeti čisto industrijo, potrebuješ boljše tehnologije, zato rabiš spet znanje, rabiš raziskovalce, tako v gospodarstvu kot v javnih zavodih in tako naprej, dobre študente na univerzah. Ne? Brez kvalitetnega študija iz te naše dežele nam nič. Ne? In to je tisto, kar se mi zdi, da mi tukaj tega kompleksnega, te povezave pravzaprav te države, ampak predvsem mislim, da ta kultura odnosa do napredka, ta odnos do napredka je pri nas res zelo na nivoju nizkem. Poglejte, ko sva govorila o fiskalnih razrezih, ki se za znanost vedno bolj manjšajo in manjšajo, pa me zanima, če se bo ta trend nadaljeval, kako se boste kot direktor znašli? Ste pri ponovni kandidaturi kaj razmišljali o tem? In zanima me, seveda, to je situacija oziroma razmere, ki zahtevajo veliko energije, človeškega boja. Ne? Ali ste dober borec ali kot znanstvenik v bistvu predvidevate, da se bodo razmere obrnile? Znanstveniki recimo lahko imate posebne algoritme, ki vidite trend obrata. Torej, bom povedal nekaj, za kar nimam znanstvenih dokazov, imam pa intuicijo, ne, ali pa, ko bi rekel, svojim študentom večkrat rečem, naj razmišljajo s srcem, ne z glavo. In podobno tudi jaz živim pravzaprav. Jaz se zmeraj odločim po srcu, nikoli po glavi. Ne. Ampak ne povem od začetka, ko sem jaz leta 2005 postal direktor, so bila prva 3 leta zelo progresivna. Tam do leta 2008 povečevali smo sredstva iz vseh virov, tudi iz gospodarstva, zelo zanimivo. Ne? Takrat smo zelo veliko novih projektov z gospodarstva pridobivali, potem se je pa začela ta kriza in začel se je padec. Ko sem jaz postal direktor, sem rekel, grem za en mandat, morda še za enega, če bo za to neka motivacija. No, odločil sem se že za ta drugi mandat, ki je trajal od 2010 do 2015, ni bilo nič drugega kot razmišljanje o tem, kako naj inštitut preživi. To ni bil prijeten mandat. Torej, pa tudi bojevali smo se s pošastno administracijo, z nelogičnimi prijemi, birokratskimi in 5 let svojega življenja sem dobesedno izgubil, vrgel v nič. Če kdo misli, da so mi bila ta leta prijetna, da je lepo sedeti na nekem direktorskem stolčku, se seveda zelo moti me tudi izraz stolčeka, vsi sedimo na nekih stolčkih, verjetno. Ne. Ta tretji mandat, ki se mi je zdaj pač odprl, se počutim tako, kot da vstopam v prvi mandat. Torej, popolnoma na novo, z neko energijo, motivacijo, z neko svežino. Zdi se mi, čutim, da se bo začel dogajati nek preobrat. So neka znamenja, mislim, da so neka spoznanja tudi v politiki, da se obeta nova finančna perspektiva, ki se bo začela čez dobre pol leta. In dokazuje tudi interes, ko govorimo o strategiji pametne specializacije, ki se pravkar odvija, zaključni del tega dokumenta, in ko je bil izveden poziv, da bi se
organizacije potegovale oziroma da bi predlagale temeljne tehnologije, ki jih bo razvijala Slovenija, je bil odziv fantastičen. Praktično ni laboratorija v Sloveniji, ki ne bi predlagal neke tehnologije, praktično ni resnejše gospodarske organizacije, ki se ne bi ravno tako priključila, kar kaže na to, da v Sloveniji ni raziskovalca, ki ne želi sodelovati z gospodarstvom, kar je neka taka floskula. Še kako želi, samo treba je zgraditi okolja in treba namenjati sredstva. In v upanju, da bo preko kohezijskih sredstev prišlo nekaj denarja tudi v to področje, hoče se Sloveniji zmešati. Ljudje so vsi navdušeni in predlagajo nove projekte in izdelke in tehnologije in razvojne projekte. Pa si veliko obetate od te pametne specializacije? Glejte, to je nek optimizem, ki je pozitiven, vendar efektivno toliko denarja pa tudi ne bo za to področje, da bi se zdaj vse bistveno spremenilo, ampak zavedajoč se, da je ta trenutek v Sloveniji, torej v letu 2015, na področju povezovanja znanosti in gospodarstva, torej razni inštrumenti, kot so vavčerji raziskovanja, kot so centri kompetenčni, centri odličnosti, mladi raziskovalci v gospodarstvu, vsi ti inštrumenti, ki so bili že, imajo v letu 2015 obseg nič. Torej jih ni. Vsak evro, ki bo več od tega, bo začel spreminjati stvari. Kohezijskih sredstev bo toliko, da se bo morda nekaj spremenilo, vendar je treba vedeti, da brez večjega vlaganja tudi v proračunu mi te problematike ne bomo razrešili, zato ker koliko vlagaš v tem razvojnem delu, moraš vlagati tudi v temeljnem delu, ker od nekod moraš imati. Ne moreš igrati nogometa brez žoge. Lahko dviguješ uteži, kolikor češ, ampak moraš tudi žogo delati. Po načelu, teoretskem načelu bova rekla, uspešno družbo oziroma uspešen razvoj, tako družben kot gospodarski, vedno je odvisen in temelji na človeškem kapitalu. In tudi uspeh vašega inštituta je odvisen od dobrih raziskovalcev. Tisti, ki so že uveljavljeni in tistih, ki na dolgi rok jih učite, oblikujete dobre znanstvenike. Kako se boste vi soočali s tem? Ja, inštitut je zelo specifično področje v Sloveniji in je glede tega odnosa do raziskovalnega dela, ta milje raziskovalni in razvojni na inštitutu, po mojem, v Sloveniji in tudi daleč okrog enkraten. Kdor je prišel na obisk, na primer iz Amerike, se pri nas počuti tako kot na eni zelo znani ameriški univerzi, ne bom našteval imen. Ker ta milje tukaj obstaja, ta tradicija tukaj obstaja. In inštitut Jožef Stefan niso te stavbe in prostori, ampak so ljudje. Mi smo od nekdaj skrbeli za to, da smo imeli kakovostne ljudi, seveda niso vsi vedno, zato ker veste, v znanosti vstopajo lahko zelo kvalitetni ljudje, vstopajo pa vmes padajo. To je tako kot tek na dolge proge in praktično šprintaš od prvega dne in prej ali slej padeš, če nekateri zdržijo do konca, nekateri pač vmes padajo. Tudi tisti, ki so že 20 let v sferi, padajo en trenutek, ker je to izredno težko. Motivacija je zelo pomembna in seveda iz raznih razlogov, prej ste enega omenili, tudi odnosa okolja do te sfere, nekateri izgubljajo motivacijo. Če pred seboj pogledaš in imaš 3 ljudi v laboratoriju, ki veš, da jih ne boš mogel obdržati, ker nimaš ene možnosti se kam obrniti, kako jih obdržati, seveda začneš izgubljati motivacijo. Tako da mi v tem moram reči, da so selekcije ljudi, ki jih mi sprejemamo na inštitutu splošnem, zelo hude, da torej ta najboljši študenti prihajajo na inštitut delati doktorat, da jih potem po opravljenem doktoratu veliko mora odideti, nekateri je dobro, torej to je seveda pozitivno, da odhajajo v gospodarstvo, da nekateri odhajajo tudi v tujino, kar je tudi dobro, zaradi tega, ker vzpostavljamo neke povezave še bolj kakovostne s tujino. Ampak potem ti ta najboljši doktorji pri nas ostajajo, ali pa tisti, ki imajo največjo afiniteto do raziskovalnega dela. Potem pa pri nas delajo podoktorski študij in tudi ti na koncu, ko končajo, se spet selekcionirajo, ponovno pri nas ostajajo kot znanstveni, torej temu rečemo starejši raziskovalci, le redki. In seveda tudi ti se kasneje selekcionirajo, bi rekel, bolj samo selekcionirajo. Tudi mi imamo slabe raziskovalce.
Vendar kar je pomembno, je, da skrbimo za dobre, ne za slabe. Ne. Slabe raziskovalce imajo tudi na Oxfordu, tudi na MIT-ju, tudi na Stanfordu in se ne ukvarjajo z njimi. Mi se moramo ukvarjati s dobrimi. In česar nam seveda primanjkuje v Sloveniji in nismo niti približno kompetitivni, je seveda denar na raziskovalca. Pri nas je en raziskovalec pri nas dobi morda četrtino tistega denarja, ki ga dobi nekdo v Nemčiji ali pa na Danskem, ne, ali pa na Finskem, kar je že itak problematično, ne, ker potem veš, da se boš bolj ali manj usmeril v teoretične raziskave in ne toliko eksperimentalne in večje eksperimente. Druga je pa seveda vsa infrastruktura. Ne. Če bi šli gledati vse te stavbe, ki jih imamo tukaj na inštitutu, koliko jih je zgradila država in koliko smo jih zgradili sami, boste videli, da smo jih zgradili sami iz svojih plač. To je neverjetno, ampak mi smo te stavbe gradili iz svojih plač, ker bi se lahko izplačevali nekoč višje plače, ne? Takrat je bilo to zakonsko mogoče, danes ne moreš s tem zakonom to delati, kar je nezakonito, ampak takrat smo to delali, da smo varčevali pri svojih plačah, da smo si gradili laboratorije. Država je zelo malo vlagala v ta inštitut v tem smislu in zdaj je podobno. Torej, imeli smo nekaj srečeno, da smo v zadnjem času dobili nekaj denarja za laboratorij na področju okolja. Upam, da bo to izpeljano v okviru finančne perspektive prejšnje, ampak premalo se v Sloveniji vlaga v infrastrukturo. Torej, ne govorim samo o zgradbah, govorim tudi o laboratorijih, torej v opremi, kjer lahko kjer ta oprema sploh lahko deluje. Ker mi na inštitutu danes nimamo enega samega prostora, kjer bi lahko inštalirali sodobno raziskovalno opremo, da bi polno delovala. Ker tega denarja pač preprosto nismo uspeli dobiti od te države. No, vse po podatkih mislim, da RRS dal, da je cirka 80% raziskovalne opreme v Sloveniji, ne, na vseh institutih iztrošene. Ne? To drži. To kar nekaj pove. Ne? To drži. Ogromen del raziskovalne opreme je iztrošen, seveda formalno gledano, ni nujno, da je oprema za nič, ne, ampak je zamortizirana. Ne. Vendar to seveda pomeni, ne, da če je nekaj zamortizirano, da ne zbiraš več denarja za novo, ne, kar pomeni, da ne boš imel denarja za kupiti novo opremo. In to je zelo težka situacija tukaj. Tudi od leta 2009 ni bilo nobenega razpisa za raziskovalno opremo. To pomeni, da je zdaj, če nekdo ni nabavljal nove opreme, preprosto z nekim denarjem, ki ga je dobil tako ali drugače na trgu, kar je spet zelo težko, ima zdaj 6 let staro opremo. Torej, ni sploh konkurenčen. Ne. Zdaj pred nedavnim se je pojavil nov razpis Agencije za raziskovalno dejavnost, ampak ta je tako minimalen, da je v bistvu humorističen, ne. Čeprav seveda ga zelo podpiram, sem vesel, da se je pojavil in da se je agencija odločila za to, vendar je res minimalen. Profesor Lenarčič, vaše ožje raziskovalno polje je v bistvu robotika. Ne? Svet pa se danes tako rekoč robotizira, obstaja celo strah, čeprav bolj filmski, ne, da nas bodo roboti preplavili. Pri tem je šel razvoj dokaj hitro in vnema raziskovalcev na začetku je bila podprta s trajnostjo, da smo danes prišli do tako imenovane, kot pravite, humanoidne robotike, ki nam v bistvu lajša življenje. Zanima me, kako znanstveniki sploh mislite prihodnji razvoj? Eden vaših znanstvenikov mi je na to vprašanje odgovoril takole: znanje včasih pomaga, je rekel. Kako se danes tega zavedamo? Ja, zdaj, kako bo, recimo, kakšen vpliv bo imel razvoj robotike, je seveda znanstveniki niti dobro ne vemo. Vendar ima dvojni vpliv, najmanj dvojni. Ne? Eden je, da razvijaš robote, ki imajo neke človeške lastnosti, zato da imaš potem recimo sodobno tovarno, kjer sodeluješ z robotom, skupaj se učiš, on ti kaj pomaga, ti ga naučiš kakšno zadevo, komuniciraš z njim. Potem imate tu še eno komponento komuniciranja med roboti, ne? Govorimo tudi o civilizaciji robotov, ne? Ki komunicira med seboj, si izmenjuje znanje in tako naprej. Humanoidnih robotov. Ne. Ta druga stvar, ki pa je še morda bolj pomembna, kar se morda niti ne zavedamo toliko, ne, ali pa o njej ne govorimo, je, da je pri razvoju humanoidnih robotov veliko raziskav bilo usmerjenih v prepoznavanje
spoznavanje dela, razmišljanja, torej mehanskega dela in tudi razmišljanja človeka, čutenja, percepcije in tako naprej, in senzorjev, ne, in prav te raziskave so imele neznansko velik vpliv pri razvoju drugih tehnologij, da ne rečem pri poznavanju sploh biomehanike človeka, gibanja, zakaj recimo v rehabilitaciji ali pa v športu. Napredek v športu je marsikje posledica nekih raziskav v robotiki, ki prej v klasični biomehaniki se pač niso izvajale. Ne. Tako da ti vplivi, ne, so večplastni in mnogoteri. Predvidevam, da bo ta razvoj te humanoidne robotike šel še kar nekaj časa naprej in da se bodo ti roboti znašli med nami. Naša družba se bo temu, naša civilizacija, no, se bo temu ustrezno prilagajala. Ali pa zdaj, če vi gledate otroke, ne, in mu nasproti postavite nek stroj, ki je podoben človeku, niti ni potrebno, da je zelo podoben, otrok takoj razvija neko komunikacijo, nek odnos do njega, neke emocije. Celo je koristno, ne, take robote celo delajo pač navadne škatle, tako rekoč, ki kar nekaj govorijo, brez posebnega smisla, in to je zelo velika pomoč pri prizadetih otrocih, ker komunicirajo s tako škatlo. Čeprav ta škatla govori nesmisle, otrok napreduje, ne. Bolj napreduje kot v pogovoru s človekom, ker človek mu ves čas dokazuje, da je neumen, ne. On pa se škatlo zelo dobro počuti. Tako da ta komunikacija z neživimi bitji, ne, bo verjetno en zelo pomemben izziv za človeštvo v prihodnjih letih, ne, dajmo recimo čez 20 let ali pa morda še več. Tisto, kar nas zdaj strašijo s filmi, v bistvu bo realnost, ne? Ja, seveda dvomim, da bodo ti roboti tako kot v filmih se stopili pa spet naredili, ne, in podobno, kar se v kakšnih takih filmih dogaja. Ampak roboti z nekimi lastnostmi človeka, ki ni nujno, da imajo samo morfologijo človeka, ne, podobo, torej mehansko, ampak da imajo nekatere lastnosti. Končno tudi naši telefoni imajo že nekatere človeške lastnosti, ne, kar je bilo pred 20 leti, itak telefonov ni bilo, ne. Mobilnih danes imajo pa vse več človeških lastnosti, se ti prilagajajo, se prižge, če ga pogledaš, ugasne, če ga ne gledaš in podobno, ne. Se pravi, ima neko inteligenco in ta inteligenca se bo v različnih napravah, ne, širila in poglabljala in zdaj, seveda, česar ne bodo stroji dolgo časa razumeli, mislim, da je politika, ne. Mislim, da tega ne bodo potrebovali vsaj še 100 let, da bodo predvsem slovensko politiko razumeli, ne. Ampak se hecam, vendar človek ima še zmeraj nekatere lastnosti, ki jih stroji še dolgo ali pa nikoli ne bodo dosegli. Gre pa za, kar pa jaz mislim, da bo v prihodnosti, je pač simbioza, ne, človek-stroj. O tem sem govoril že kot zelo, zelo mlad raziskovalec. So se mi malo smejali, ne, ampak stvari gredo točno v to smer.